Na prizorišče slovesnosti prihaja poveljnik enote za komunikacijske in informacijske sisteme, podpolkovnik Anton Pakar. Poročilo mu bo predal major Samo Mihačič, poveljnik prve čete Center stacionarnih komunikacijskih in informacijskih sistemov. Mirno, pozdravljam, stop! Pripadnice in pripadniki EKIS, za koga? Za Slovenijo! No, čas bo, zdrav! Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, cenjeni gostje, pozdravljeni in dobrodošli v vojašnici Ivan Cankar na Vrhniki na praznovanju 30. obletnice enote za komunikacijske in informacijske sisteme. Posebno lepo pozdravljam vodja službe za informatiko in komunikacije Ministrstva za obrambo, magistra Viktorja Strleta, brigadirja v pokoju Martina Jugovca, nekdanje pripadnike in veterane rodu zvez, predstavnike podjetij, organizacij in ustanov, predstavnike enot in poveljstev Slovenske vojske ter enotovne podčastnike in druge cenjene goste. 30 let delovanja enote strpati v instant pakiranje te prireditve ni lahko, pa vendar. Začelo se je leta 1992 z ustanovitvijo 104. čete za telekomunikacije, ko je novo ustanovljena enota na današnji dan prejela prve vojake nabornike. Junija 1996 je bila enota razširjena v 11. bataljon za zveze. Ob reorganizaciji Slovenske vojske leta 2013 se je bataljon preimenoval v enoto za komunikacijske in informacijske sisteme. Toliko na kratko, danes torej obeležujemo 30 let delovanja enote. Dobrodošlico in pozdrav nam bo najprej izrekel poveljnik EKIS in gostitelj prireditve, podpolkovnik Anton Pakar. Spoštovani brigadir v pokoju, gospod Martin Jugovec, prvi poveljnik 104. čete za telekomunikacije in danes podpredsednik Zveze slovenskih častnikov. Podpolkovnik Peter Čuden, načelnik sektorja za komunikacije in informatiko poveljstva sil Slovenske vojske. Gospod magister Viktor Strle,
vodja službe za informatiko in komunikacije na MORS. Spoštovani gostje, pripadnice in pripadniki enote za komunikacijske in informacijske sisteme. Ob zadnjem dnevu enote sem na tem mestu govoril, da je EKIS enota, katera je na delovanju 24/7, 365 dni na leto. Danes bom tem številkam dodal neprekinjeno 30 let. 30 let se neumorno trudimo zagotavljati pogoje za uspešno vodenje in poveljevanje poveljnikom na vseh nivojih, od strateškega do taktičnega. Čeprav naloga nemalokrat presega poslanstvo enote, so viri omejeni, se vsakega izziva lotimo odgovorno in zavzeto, z zavedanjem, kako pomembno delo opravljamo. Pri tem uspešno sodelujemo s pripadniki rodu tudi v drugih enotah in v tem vidim veliko prednost. Na sodelovanju, izmenjavi znanj in izkušenj moramo graditi tudi v prihodnje. Veseli me, da poleg rednega dela najdemo čas tudi za preostale aktivnosti in s tem kažemo bojevniški karakter enote. Rezultati, ki jih dosegamo na tekmovanju oddelkov Slovenske vojske, strelskih in športnih tekmovanjih, so zavidanja vredni. Z nami danes so tukaj tudi pripadniki 104. čete za telekomunikacije, pripadniki, ki so pričeli to našo 30-letno pot, ki se bo nadaljevala naprej. Na dosedanji poti se je enota večkrat preoblikovala, preimenovala in se bo tudi v prihodnosti, kar pa je pozitiven odziv na spremembe v naši okolici. Glede na hitre spremembe na vseh družbenih področjih lahko pričakujemo, da bo teh preoblikovanj še več. Ne glede na to, kako se bo enota v prihodnje imenovala, kakšne velikosti oziroma strukture bo, se njeno poslanstvo bistveno ne bo spremenjalo. Pred nami so novi izzivi, uvajanje novih tehnologij, bojevanje v kibernetskem prostoru. Znanje in inovativnost je ključ do uspeha. Naj se na koncu iskreno zahvalim vsem pripadnikom 104. čete za telekomunikacije, 11. bataljona za zveze oziroma vsem, ki ste se svojim delčkom pripomogli v mozaiku uspeha te enote. Posebna zahvala pa gre vam, pripadnice in pripadniki EKIS, za vse dosedanje predano, zavzeto in profesionalno opravljeno delo. Negujte medsebojne odnose in prenašajte ta pozitiven duh na mlade rodove. Srečno, zelene baretke! Hvala, poveljnik. Sledi podelitev priznanj enote najzaslužnejšim pripadnikom. Na podlagi 54. člena Zakona o obrambi, drugega odstavka 80. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo in ukaza EKIS številka 094-3/2014-83 z dne 10.4.2014 z dopolnilom, izdajam ukaz o podelitvi priznanj enote za komunikacijske in informacijske sisteme. Bronasto medaljo EKIS prejmejo Gregor Fras, Damir Horvat, Jure Macerl, Mojca Rapotec, Robert Rosa, Matevž Šaubah, Aleš Skale, Gašper Šeligo, Milan Špacapan. Pohvalo poveljnika EKIS prejmejo Zlatko Ban, Zvonko Anton Bergles, Sebastian Cilenšek, Marijo Kasapovič, Peter Mlinar Rozinger in Denis Stonič. Podpolkovnik Anton Pakar, poveljnik EKIS. Imenovane prosim, da stopijo pred postroj, poveljnika enote pa da podeli pohvale in medalje.
Besedo predajam slavnostnemu govorniku, brigadirju v pokoju Martinu Jugovcu, prvemu poveljniku 104. čete za telekomunikacije. Prvemu in edinemu. Spoštovani sedanji in nekdanji pripadniki in pripadnice EKIS Slovenske vojske, spoštovani pripadniki 104. čete za telekomunikacije Republiškega štaba teritorialne obrambe iz leta 1992, spoštovani gostje. Ja, res je že minilo 30 let, ko se nas je 12 zbralo tukaj in začelo delati v tej enoti na začetku julija leta 1992. To so bili inštruktori, poveljniki oddelkov Tomaž Švara, Boštjan Bergles, Sandi Ražman, Matjaž Irgl, Damjan Kelenc in Gregor Sitar. Za podporo so skrbeli Branko Flis, Ivan Zalar in Ante Bauk. Poveljnika vodov sta bila Boris Cimprič in Aleš Marič, v vodstvo pa Milan Korbar in jaz. Do konca leta 1992 pa so se nam pridružili še trije, in sicer Brane Petrovič, ki vas danes tukaj snema kot namestnik poveljnika enote, Brane Kocjan in Slavko Celarc kot poveljnika oddelka in voda. Žal vsi danes niso z nami zaradi službenih ali osebnih obveznosti, so se pa vsi odzvali in nam želijo prijetno druženje in obujanje spominov. 6. julija smo že sprejeli prve vojake veziste na takrat enovito služenje vojaškega roka, zato je tega dne tudi dan vaše enote. Samo en teden časa smo imeli na voljo, da smo zbrali vsa potrebna materialna sredstva in opravili vse priprave za začetek dela te enote in usposabljanje vojakov. V prvem letu dela je bila naša glavna naloga usposabljanje vojakov, v naslednjih letih pa so nam bile dodeljevane nove in nove naloge, kot je vzdrževanje zvez na osrednjih vajah teritorialne obrambe in kasneje Slovenske vojske, šolske zveze, vzorčne vanje, varovanje objektov, zagotavljanja delovanja stacionarnih telekomunikacijskih objektov in zvez, vzdrževanje sredstev zvez, specialistično usposabljanje vezistov v šoli za podčastnike in častnike, sodelovanje v mednarodnih aktivnostih, sodelovanje v različnih razvojnih projektih na področju komunikacijskih in informacijskih sistemov, ter vse do nalog, ki jih vi danes opravljate. Pri vseh teh nalogah smo sodelovali s takratno upravo za telekomunikacije Ministrstva za obrambo, ki sta jo vodila Stanislav Praprotnik, ki je danes tudi z nami, in Tine Brajnik, prav tako danes z nami, in takratna služba za informatiko Ministrstva za obrambo. Kasneje sta ti dve službi združeni v današnjo službo za informatiko in komunikacije Ministrstva za obrambo, ki jo že dolgo časa vodi Viktor Sterle, ki je danes prav tako z nami. Sodelovali smo pa takrat tudi predvsem na področju vzdrževanja, tudi s takratnim tehničnim zavodom Ministrstva za obrambo. Vse te naše aktivnosti pa je strokovno usmerjal oddelek za zveze Republiškega štaba teritorialne obrambe, ki ga je takrat vodil žal že preminuli Franci Kokoravec, z nami pa je danes iz te sestave upokojeni polkovnik Franci Knaflič. Polni entuzijazma in dobre volje ter pripravljenosti za delo smo v danih okoliščinah uspešno opravljali svoje naloge. Od 16 pripadnikov 104. čete za telekomunikacije iz leta 1992 jih je 7 še vedno v aktivni službi v Ministrstvu za obrambo ali Slovenski vojski. 3 so se zaposlitev našli zunaj obrambnega sistema, 6 pa nas je že upokojenih. V Slovenski vojski pa so zaposleni tudi 3, ki so bili na služenju vojaškega roka leta 1992. Med temi je tudi Primož Logar, ki je danes prav tako z nami. V imenu vseh nas iz leta 1992 se zahvaljujem poveljniku EKIS za možnost srečanja ob 30. obletnici ostanitve 104. čete za telekomunikacije ter Društvo vezist iz Zveze slovenskih častnikov, ki nam bo omogočilo tudi druženje v nadaljevanju. Vam, današnjim pripadnicam in pripadnikom EKIS, pa čestitamo v vašem prazniku in vam želim uspešno upravljanje nalog, kjerkoli že to je, saj lahko rečemo, da svoje naloge upravljate in podpirate delovanje posameznikov in enot Slovenske vojske dobesedno po celem svetu. To je v Sloveniji, na mednarodnih operacijah in misijah, na mednarodnih vajah, mednarodnih organizacijah in poveljstvih ter vojaških diplomatskih predstavništvih.
Delo na področju komunikacijskih in informacijskih sistemov je vedno polno izzivov, ki jih poskušate čim bolj uspešno rešiti. Zagotovo vam novih izzivov tudi v prihodnosti ne bo nikoli zmanjkalo, kar dobro veste tudi sami. Najbolj uspešni pa ste takrat, ko nihče ne ve za vas oziroma vas nihče ne išče, ker vse z področja komunikacijskih in informacijskih sistemov, kar je načrtovano, deluje. In za konec, srečno zelene beretke, srečno nekdanji pripadniki te enote, srečno gostom in Slovenski vojski ter srečno Sloveniji. Hvala. Brigadir, hvala tudi vam. Med nami so tudi tisti, ki že vrsto let častno in predano služijo tej enoti in Slovenski vojski. Znak za dolgoletno službo 10 let prejmejo poddesetnik Lucijan Bukovec, poddesetnik Nejc Kos, poddesetnik Rok Žibert in desetnik Aleksej Kos. Znak za dolgoletno službo 20 let prejmeta štabni vodnik Peter Cvelbar in štabni vodnik Branko Pintarič. Znak za dolgoletno službo 30 let prejmeta višji vodnik David Ravšel in štabni vodnik Darijan Ženko. Prosim poveljnika EKIS, da podeli znake, imenovane pa da stopijo pred postroj. Enota opravlja svoje redne naloge, aktivna pa je tudi na drugih področjih, mednarodnih športnih tekmovanjih, med drugim tudi v tekmovanju oddelkov v Slovenski vojski, kot je to bilo lani in letos. Prosim pripadnike obeh oddelkov, ki sta sodelovala, da stopijo pred postroj. Delnik stoji. Nalevo. Namest prostor. Oktobra leta 2021 je EKIS na tekmovanju oddelkov sodeloval prvič. Poveljnik, višji vodnik Matija Janežič je z vojaki opravil vse zadane naloge in tekmovanje uspešno zaključil. Poleg njega so oddelek EKIS zastopali še naddesetnik Matevž Šavbah, poddesetnik Janez Elija Kos, poddesetnik Marijo Kasapovič, vojak Denis Kvač, vojak Rok Bernot, vojak Maj Rukše, vojak Tilen Onič in vojak Uroš Preradovič. Maja letos so z drugim oddelkom pod vodstvom višjega vodnika Jureta Macerla že začeli posegati po zavidljivih dosežkih. 7. mesto med 15 oddelki iz 5 držav je odličen rezultat, na katerega smo zelo ponosni. Poleg Macerla so oddelek zastopali vodnik Luka Prašnikar, naddesetnik Tomaž Turk, desetnik Mirko Kučinič, desetnik Aleksej Kos, poddesetnik Janez Elija Kos, poddesetnik Franc Perko, vojak Jan Unuk in vojak Denis Kvač. Prosim poveljnika EKIS in enotovnega podčastnika, da podelita pohvale in kovance enote. Jedno, okrog, nalevo. Nami, od.
Ma ni, drugače so upravljeni delati. Grno. Mislim, da si tako tekmovalci oddelkov kot ostali prejemniki zaslužijo res en velik aplavz. Enota zgledno sodeluje tudi s civilno družbo in z gospodarskimi družbami, še posebej s podjetjem Mil Sistemika. Zato se jim želimo ob tej priložnosti tudi zahvaliti. Prosim predstavnika podjetja, da prevzame plaketo s ščitom enote, podelil jo bo poveljnik enote. V 30-letni zgodovini enote so zemeljsko življenje zapustili nekateri njeni pripadniki, ki se jih spominjamo in jih tudi pogrešamo. Prosim namestnika načelnika vojaškega vikariata Milana Preglja, da izreče nekaj misli, ki nas bodo povezale s tistimi, ki bivajo, upamo, v neki drugi sferi. Spoštovani, kakor v življenju posameznika, tudi v življenju enote, nastopajo različni dogodki, različna srečanja, medsebojni odnosi. Nekateri prihajajo, drugi odhajajo, z vsemi smo na tak ali drugačen način povezani. Odnos in vrednotenje življenja se velikokrat pokaže tudi v odnosu do tistih, ki so nas že zapustili. Zato v kratki tišini v misli prikličimo vse tiste, ki so potovali z nami po naši življenjski poti, se jim zahvalimo za njihov trud in prizadevanja, hkrati pa sklenimo tudi svoje življenje čim bolj plemenito usmerjati v korist drugih, v korist naše družbe, Slovenske vojske in naše domovine. Naj počivajo v miru in slava jim. Sledi podelitev naziva najboljši vojak in najboljši podčastnik EKIS, ki jo je za leto 2021 izbral podčastniški odbor EKIS. Najboljši vojak je naddesetnik Matevž Šaubah. Naddesetnik Matevž Šaubah je izkušen pripadnik Slovenske vojske. Kljub dolgoletni službi mu ne primanjkuje motivacije in želje po novem znanju in delu v organizaciji. Kaže nadpovprečne sposobnosti, je zelo zanesljiv in odgovoren. 17 let je opravljal delo na formacijskih dolžnostih vezist specialist, vendar je v želji po novih znanjih in osebnem napredku opravil tudi vedovno usposabljanje za informatika. Uživa zelo visok nivo spoštovanja in zaupanja pri podrejenih in nadrejenih, kar se izkazuje tudi s tem, da je že več let izbran za vodnega zaupnika. Vse naloge, ki so mu zaupane, opravi z odliko. Je samoiniciativen in samostojen pri opravljanju rednih nalog, neprestano tudi predlaga izboljšave in jih izvaja.
Njegov odnos do dela, sovojakov, nadrejenih in materialnih sredstev je na najvišjem profesionalnem nivoju, s čimer je zgled mlajšim vojakom in vsem ostalim v enoti, nadrejenim pa v ponos. Leta 1921 je bil del modula voda za zveze KOSD, kjer je opravil mnogo usposabljanj ter vajo Black Swan na Madžarskem. Vrsto let je pripadnik športne reprezentance Slovenske vojske, ki jo je mnogokrat uspešno zastopal. Bil je udeleženec vojaških svetovnih prvenstev v Beogradu, Atenah, Eindhovenu, Torinu, Otavi in v Libanonu, v Sloveniji pa na tekaških tekmovanjih v Logarski dolini, tekih Kekec in Štatenberg, na katerih je bil mnogokrat med prvimi tremi. Udeleževal se je teka trojk ter tradicionalnih maratonov Radenci, kjer je bil 3x tretji, ter tudi Ljubljanskega maratona. Je dobitnik več priznanj in medalj za športne zasluge, kot so priznanje za delo na športnem področju ter bronasta in srebrna medalja poveljstva sil za športne dosežke. Prav tako je dobitnik bronastega priznanja 11. bataljona za zveze in bronaste medalje načelnika generalštaba Slovenske vojske. Najboljši vojak Ekis, naddesetnik Matevž Šaubah. Prosim enotovnega podčastnika praporščaka Gregorja Bizjaka, da podeli ščit enote in kovanec najboljšega. V imenu danes odsotnega Šaubaha ga bo prevzela enotovna podčastnica, štabna vodnica Silva Rudolf. Najboljši podčastnik je višji vodnik Gašper Šeligo. Prosim pripadnika, da stopi pred postroj. Višji vodnik Gašper Šeligo opravlja naloge poveljnika oddelka malega tranzitnega vozlišča sistema TTKS v 3. četi zvez. Poleg tega, da je odličen vodja, ga odlikuje tudi zelo pester in širok spekter znanj, saj ima opravljena usposabljanja in tečaje z področja vzdrževanja zvez in informatike. Višji vodnik je prejemnik bronaste medalje vojaku za dosežene uspehe in bronaste medalje 11. bataljona za zveze. V preteklosti je bil tudi najboljši vojak čete. Na vedovnem usposabljanju podčastnik vezist je bil najboljši slušatelj v generaciji. V svoji karieri je bil na 2 mirovnih misijah KFOR leta 2017 in 2021. Večkrat je uspešno zastopal barve Slovenske vojske na različnih mednarodnih tekmovanjih. Udeležil se je pohoda Duncan March, ekipnih tekmovanj Hussars March in Strongman Competition ter tekmovanja The Murph Challenge, kjer je v zgledni mednarodni konkurenci dosegel 3. mesto. Poleg vseh rednih nalog je že več let nosilec predmetov na usposabljanjih vojakov in podčastnikov za pridobitev ved vezist. Ima opravljen tečaj za multiplikator in je nosilec usposabljanj za varovanje državne meje. Višjega vodnika odlikuje izredna zanesljivost, iznajdljivost, organiziranost in natančnost. Svojo mirnostjo in preudarnostjo pa vnaša med sodelavce občutke lojalnosti, predanosti ter medsebojne povezanosti. Svojim osebnim zgledom, motiviranostjo in etičnostjo daje podrejenim občutek perfekcionizma. S temi vodili njegovi vojaki pridobivajo na strokovnosti in ugledu. Višji vodnik Gašper Šeligo postavlja zelo visoke standarde vsem ostalim podčastnikom v enoti. Svojo odločnostjo in sposobnostjo pravilnega presojanja ter neizmerljivo željo po dodatnem znanju in izobraževanju predstavlja voditeljsko prihodnost podčastniškega zbora Ekis in Slovenske vojske. Najboljši podčastnik Ekis, višji vodnik Gašper Šeligo. Prosim poveljnika in enotovnega podčastnika enote, da podelita ščit enote in kovanec najboljšega.
Sledi himna Slovenske vojske. Mirno. Častni. O, zdrav. Mirno. Spoštovani stoječi na soncu, smo pri koncu, to je dobra novica. Tako, področje, s katerim se ukvarja EKIS, je postalo za obstoj človeštva zelo pomembno. Prek informacijsko-komunikacijskih sistemov prodajamo in kupujemo hrano, izdelke, storitve in smo zato tudi zelo ranljivi. Pa vendar je pomembno, da ostanemo ljudje, da se družimo iz oči v oči in se zavedamo, da obstajajo skoraj nevidni ljudje, ki še kmetujejo, izdelujejo in proizvajajo, da človeštvo lahko preživi. Pa dam še čas za povelje pred zadnjo besedo. Namest. Mor. Namest. Prosto. Ob koncu se vam v imenu preprostih uporabnikov, ki znamo na računalniku bolj ali manj pritisniti le on in off, opravičujem za banalna in vprašanja in zagate, s katerimi se obračamo na vas iz enot. Kolikor mi je znano, nad nami nikoli ne obupate, vedno pomagate, kljub temu, da bi lahko med možnostma pomagati, yes, no, izbrali včasih kar drugo možnost. Lepe poletne dni vam želim vsem skupaj, vsem prejemnikom iskrene čestitke. Goste vabim na ogled operativnega centra sil Slovenske vojske, vse ostale pa na pogostitev v jedilnico vojašnice Ivan Cankar. Srečno! Mirno. Poveljujoči, prevzemite note. Prosto. Kje? Kaj bi ti, kar si?